Mislim, da je 5 stvari, na katere bi bilo dobro, da je vsak, ki ima podjetje, resno podjetje in želi napredovati, pozoren. Predvsem z vidika prodajne uspešnosti, seveda cene in nenazadnje tudi dolgoročne uspešnosti, ne samo kratkoročnega doseganja ciljev. Prvo je, seveda, da se zavedamo, da ljudje kupujemo veliko, ki smo jim všeč. To pomeni, da poskrbi za všečnost, to ne pomeni zdaj samo izgled, ampak všečnost vsega, prostora, prospektov, materialov. Druga zadeva je seveda korist. To je najbolj pomembno. A vemo, zakaj smo v tem poslu, torej kaj je tisti naš zakaj smo v tem in kakšno korist dejansko strankam prinašamo. Znamo to povedati, pokazati v 3 ključnih udarnih argumentih, to bi vsakemu priporočal. No in tu prideva do tretjega faktorja, ki se mu reče energija. To pomeni, kakšno energijo ima človek. Imaš dobro energijo, seveda te zadeve izpelješ dosti lažje. Četrta točka je seveda, ali in koliko govorimo jezik naših strank. Dobro je, če delaš sploh recimo v nekem storitvenem sektorju, pa delaš s tem podjetjem, da malo osvojiš ta jezik, ali pa ne nazadnje psihologija prodaje, da se znamo prilagoditi takim bolj dinamičnim strankam, smo dinamični, tistim recimo, ki so pa bolj previdni zadržani, pa tudi nastopamo bolj previdno ali pa bolj zadržano. No in zdaj pride do 5. točke, to pa je strokovnost. To pa pomeni ne samo, da obvladamo svoj posel, ampak da smo tudi na tekočem z novostmi. Skratka, priložnosti za učenje, če gledam z mojega posla, je povsod. Samo pozorno treba biti pa jih izkoristiti. Na koncu se vedno vse dobro konča. Če še ni dobro, še ni konec, je treba vztrajati.